Pater Bratina je bil tudi član profesorskega zbora Alma Mater Europeje in zato bo Zlatomašnika pozdravil ekscelenca, profesor dr. Ludvik Toplak, nekdanji veleposlanik Republike Slovenije pri Svetem sedežu in predsednik Alma Mater Europeje. Spoštovani naš današnji slavljenec, Zlatomašnik, spoštovani duhovniški zbor, dame in gospodje. Najprej hvala za priložnost, da se lahko v imenu učiteljev in študentov Alma Mater zahvalim našemu dragemu današnjemu slavljencu za njegov velik prispevek pri razvoju nove akademske discipline, rečemo socialna gerontologija. Dragi slavljenec dr. Lojze Bratina, s peščico zavzetih in inovativnih entuziastov ste gradili študijski program socialne gerontologije. Antropološki pristop je omogočil, da ste artikulirali model, ki ruši percepcijo malega sveta. Z entuziazmom ste graditelji socialne gerontologije obudili žarišče živečih vrednot in uresničevali svet, ki nosi v sebi plemenitost življenja in utrip srca. Za posvetne in duhovne potrebe človeka. Človeka ste dojemali celovito kot teolog, kot duhovnik, kot umetnik in kot graditelj. Po načrtu arhitekta Mušiča ste zgradili ta krasen, ta biser arhitekture, ta Božji hram. Gradili ste tudi na področju nove akademske discipline socialne gerontologije. Vaš kredo je bil odkrivati in deliti resnico. V tem svetu pol resnic in filtriranih informacij. Zavedali ste se, da starajoča se družba zahteva nov način vzgojene strokovne delavce, ki potrebujejo etični temelj in duhovno nadgradnjo. Prav tu je bil vaš prispevek nenadomestljiv, saj ste študenec duhovne misli in etičnih spoznanj posredovali študentom z razkrivanjem resnice o starih in tako plemenitili srca novi generaciji gerontologov. Gradili ste mostove med ljudmi, med generacijami, med inštitucijami civilne, posvetne in inštitucijami duhovnega življenja. Danes se oziramo na vašo prehojeno pot z hvaležnim spominom in spoštovanjem in želim, da bi tudi v prihodnje uspeli svoj zagon spreminjati s spoštovanjem in želim, da bi tudi v prihodnje bili študenec življenja s polnim zagonom, z osveščanjem, znanjem, prilivajočim se v delo, ki združuje ljudi med seboj. Ali, kot je v Beli krizantemi sijajno ubesedil Ivan Cankar, ki je z lepoto misli analiziral človeka, narod in družbo,
in ki je bil nedvomno ljudski, etično odgovoren tribun in je zapisal: kar sem videl z očmi, z razumom in srcem, nisem zatajil. Resnica je posoda vsega in če delam v njenem imenu, bo moje delo rodovitno. In vaše delo, dragi Zlatomašnik, pater Lojze Bratina, na Alma Mater je bilo rodovitno. Ob vašem zlatem jubileju vam čestitamo in želimo, da bi vaše pero nizalo resnico še naprej. Želimo, da vas Božja previdnost spremlja v misli in besedi, pri delu in molitvi.